Gospod Franc, vaši analogni gramofoni so merska enota za dober gramofon. Kaj je za vas dober zvok? Jaz mislim, da Odlično, vse bojo ujeli. zvok bi moral biti prijeten, fajn, poskuša biti približek živemu zvoku, kakor se dogaja v tej dvorani. Ne. Morate dvigniti, Da se vidi, ne. da se vidi, da je en, dva. Mi doma vedno poslušamo konzervo, ali v fajlu, ali na CD-ju. Prednost gramofona pa le ena, ne. Ni treba znati ga igrati. Pustite igrati 4 takte, jih potem ujamete. Če gledamo klasično glasbo, kako je nastala, se je vedno samo reproducirala preko orkestra. Se pravi, to je treba slišati, da človek sploh razume, kaj je skladatelj hotel s tem povedati. To je točno to. Skratka, obvladam. Premikate orkester, to je velik plus. Ko sediš pri Stradivarki 1 meter stran, kot sva midva, je lahko, kot da ti nekdo vrta v glavo. Imam tu izkušnjo. Pa inštrument pride prav sem tisto, ki ga zna igrati. Ne? Ja, Ok, še enkrat. Spoštovane in spoštovani, v današnjem podkastu 1, 2, 3 bis gostim Franca Kuzmo, svetovno priznanega strokovnjaka na področju gramofonov in zvočne reprodukcije. Njegovo delo in inovacije so obogatile izkušnjo poslušanja glasbe za številne ljubitelje po vsem svetu. Moj drugi gost pa je solo flavtist v orkestru Slovenske filharmonije, človek, ki zvok s svojo flavto v tej dvorani proizvaja že 40 let, gospod Aleš Kacjan. Draga gosta, lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala. Danes se bomo malo pogovorili o fascinantnem svetu zvoka, malo bomo raziskali njegov pomen in pa predvsem vpliv. Gospod Franc, dajte mi povedati, kje ste se prvič spoznali s klasično glasbo? Kdaj je to bilo, se spomnite tega trenutka? Čisto točno se ne morem spomniti, ampak nekje preko poslušanja kakšnega radia, kakšnih filmov so se nekako v spominu stisnile kakšne take najbolj znane klasične skladbe od recimo iz kakšnega Netopirja, potem Dunajski valček, skratka, in potem začneš raziskovati ta svet drugačne glasbe, ki je bila od tiste, ki sem je največ poslušal, to je bila pa rock glasba. V 80-ih menda ste ustanovili klub ljubiteljev glasbe. Tam ste spoznali klasično glasbo ali je bil tam samo prostor, kakor ste rekli, za rock? No, KLG je bil kot klub ljubiteljev glasbe in tu smo se združili prijatelji, znanci, ljubitelji glasbe, ki nas je družilo to, kako priti do glasbe, kakšno glasbo poslušati, predvsem mogoče ne najbolj popularno, se pravi tiste pop popevke, jazz in tudi klasiko, ampak glavni poudarek je bil na rocku in jazzu. Ampak kako pa vse mladina v tistih časih, kako so vaši vrstniki gledali na klasiko? Mi smo še tam mladi, taki bolj rockerji. Aha. Aleš, vi pa nekako niste bili kot mlad ljubitelj glasbe klasične, ampak ste bili pač profesionalni klasični glasbenik. Kdaj ste postali pozorni na zvok oziroma kdaj ste postali pozorni na kvaliteto zvoka? Ja, kar zgodaj. Ko sem bil star približno 14 let, sem prvič slišal za tiste čase odličen audio sistem, ki ga je imel moj stric v Trstu. In od takrat naprej se stvari niso mogle več obrniti. Takrat sem dobil praktično prvi virus občutka za dober zvok doma. No, ampak glede na to, da vaju oba zanima dober zvok, se poznate že od prej oziroma Ja, kje ste se pa spoznala? jaz sem bil kupec gramofona pri Francu in to je bilo, jaz bi rekel, tam v začetku 80-ih. Mogoče 84, tam nekje. In to na Britofu. Ne. Na Britofu ste se Prej. spoznala. No, dobro, tam Ja. enkrat. Ampak na Britofu v Kranju, ne? Tako pri Kranju. Tako pri Kranju. Gospod Franc, vaši analogni gramofoni so, lahko rečemo, merska enota za dober gramofon, ne? Pa seveda gramofonske ročice. Kaj je bila vaša vizija takrat leta 1983, ko ste začeli? Kdo so bili vaši tisti prvi kupci?
Razen Aleša, seveda. No, če odštejemo kupce, leto 1983 je bil začetek, ko je prišel CD na tržišče. Se pravi, isto leto, ko smo mi začeli izdelavo gramofona, je tudi Sony in Philips vrgel na tržišče CD gramofon. Prvi kupci seveda pa so bili ljubitelji glasbe, ki so imeli doma že neke sisteme in seveda nabava komponent iz tujine je zahtevala, da se je človek malo znajdel, pa drago je bilo. In če sem jaz uspel ponuditi dober gramofon za eno tako sprejemljivo ceno, se je počasi to razširilo po Sloveniji pa po Jugoslaviji in so potem začeli kupci prihajati. Se pravi, je lih obratno, kot je danes. Ne, včasih ni bilo veliko denarja, ampak vseeno ste želeli vse, kar ste zaslužili, če se ne motim, Aleš, ste dali v zvok. Ne? Ja, v naprave. V bistvu. Naprave. Ja. V tistih časih, če analiziramo za nazaj, smo rekli, če je 10 kupcev, 9 je bilo ljubiteljev glasbe, eden je bil pa japi. Danes je pa to obratno. Aha. No, ampak kaj pa je za vas, gospod Franc, kaj je za vas dober zvok? No, dober zvok lahko tukaj gledamo na dva načina. Sigurno je dober zvok poskuša biti približje k živemu zvoku, kot se dogaja v tej dvorani. To je ena stvar. Druga stvar pa se reproducirati rock glasbo, jazz, jazz, akustični inštrument, ampak rock glasba, ki je pa v bistvu elektrificirana glasba. Tukaj pa nimamo neke direktne reference, ampak nekje zvok bi mora biti prijeten, fajn, glasba mora do nas prideti, pa seveda z primerno dinamiko, glasnostjo in neagresivnostjo. Kaj pa recimo dobra akustika? Je dvorana Slovenske filharmonije dobra akustika? Po mojem mnenju je. Ko tukaj zaigra orkester v živo, boljšega na svetu ni. Kaj pa recimo razlika med gramofonom v 80-ih pa danes? Je razlika s tem, da ko je bilo zanimanje za gramofon leta 92 najnižje po celem svetu, se je človek vprašal, kaj se danes še delamo naprej. In nisem videl takrat, da se da še izboljšati zvok. Ampak kasneje smo videli, da se še zmeraj da izboljšati zvok. Kot vsaka stvar, povsod je možnost napredka. Aleš, kako je pa z orkestrom? Zvok orkestra... Vedno je možnost napredka. Je isto, se zvok spreminja, a je isti, kakor v času Beethovna? Ja, napisanje je isto, seveda. Ampak energije mladih v orkestru spreminjajo zvok orkestra neminovno. Tukaj ni več poti nazaj, tako da v mojem času se je spremenil. Se pravi, kaj so glasbeniki, so bolj, kar se tiče tehnike, dovršeni? Ja, seveda. Kaj pa interpretacija, recimo? Interpretacija je odvisna od dirigenta. Tehnično pa absolutno gre vse skupaj naprej. Ja, je šlo, seveda. Ti si v orkestru že 40 let, če se ne motim. Oziroma letos praznuješ 40-letnico. Ja, jaz moram čisto natančno povedati, jaz sem se upokojil iz tega orkestra in to 1. aprila. Dober štos. Dober, ne? Ja. Tako da, bil sem skoraj 40 let. Ampak kako si pa potem vzdržal vso to formo? Se pravi, če so prišli mladi za tabo, ki so bili tehnično napredni, kot si prej rekel? Ja, vidiš, skozi sem se trudil, da sem vzdržal formo. Skozi, neprestano. Še danes. Še danes, tudi če si v penziji. Jaz sem v penziji samo, kar se tiče zaposlitve v orkestru, sicer imam pa čez 3 dni koncert v Beogradu, recimo. Se pravi, si kot flavtist še vedno zelo aktiven. Ja. Gospod Franc, prej sem vprašal glede akustike v filharmoniji. Tule se vsi strinjamo, da je akustika zelo, zelo, zelo dobra. Kaj pa v ostalih dvoranah, recimo? Zakaj dvorana Stožice, recimo? Zakaj pravijo, da tam akustika ni najboljša? Kakšne so te razlike, kakšne so te nianse, če primerjamo akustiko v velikih dvorani, kot je Stožice, ali pa Galusovo dvorana Cankarjevega doma, ali pa dvorana Slovenske filharmonije? Kakšne so te razlike? No, glavne razlike so, da recimo Stožice so bile konstruirane kot športni objekt, ker se nam daje poudarek, kako se bo slišala glasba, v smislu reprodukcija preko zvočnika ali v živo. In v taki dvorani se sploh ne bi morali orkester tam igrati, ker je enostavno vse odmeva. Skratka, ko je ogromno golih sten, stekla, gladkih površin, zvok se preveč odbija in odmeva. In če to predolgo časa odmeva, zamaskira zvok in zato to ne pride poštev. Jaz sem bil na koncertu v Stožicah pred 15 leti, to je bilo neposlušljivo. Ampak kolegi, ki so bili kasneje, so rekli, da so dosti popravili akustika tudi v Stožicah. Za glasbo, ki reproducira preko ozvočeno. In po vašem mnenju, kako pomembno je, da grejo ljudi na koncert klasične glasbe v dvorano, ki je primerna za klasično glasbo? Se pravi,
dvorano Slovenske filharmonije. Jaz mislim, da je to seveda najbolj pomembna stvar, ker če gledamo klasično glasbo, kako je nastala, se je vedno samo reproducirala preko orkestra. Se pravi, to je treba slišati, da človek sploh razume, kaj je skladatelj hotel s tem povedati. Skratka, treba je slišati celoten orkester, če govorimo recimo o eni simfoniji. Ker če pa poslušamo preko nekega hi-fi sistemčka ali nekega telefona, bomo slišali osnove, recimo melodijo, ritem, to bomo slišali in bomo lahko zraven zažvižgali pa zapeli. Ampak da slišimo bogatstvo orkestra, je pa treba iti v dvorano. Ali pa imeti dražji, boljši hi-fi sistem, ki pa seveda ni lih vsakmu dostopen. Aleš, ko sva se pogovarjala pred pogovorom o posnetku oziroma razliki med poslušanjem nekega klasičnega dela na posnetku, zdaj je to gramofonska plošča, je to CD, kakorkoli, ali pa poslušanje koncerta v živo, si rekel, da je tukaj razlika predvsem v tem, ker na posnetku ti poslušaš delo orkestra in hkrati nek producent je bil odzadaj, ki je to zapeljal. Da koncert je pa drugač. Če se malo grobo izrazim, mi doma vedno poslušamo konzervo. Ne? To, kar dobimo na mediju. Ne? Se pravi, ali v fajlu, ali na CD-ju, ki je že, hvala Bogu, že dolgo mrtev, ampak okej. In na gramofonski plošči. In zdaj mi v vsakem primeru doma slišimo tisto, kar je nekdo, ki je sedel za mešalno mizo in pa potem, ki je to odobril iz strani recimo založbe, podpisal. In to je izdelek. Zato smo mi zelo občutljivi na založbe. Veš. Deka, recimo RCA, Living Stereo, to so stari posnetki, ki imajo en neverjetno dober zvok. Zanimivo, da današnji posnetki orkestrov so v redkih primerih toliko dobri, kot so bili starejši posnetki. No, ne stari iz cilindra. Ja, zakaj? Mogoče so takrat enostavno se več ukvarjali s tem, kako se bo kaj slišalo. Ne govorimo o interpretaciji, ampak govorimo... Ne, praktično obojem. Ampak jaz se spomnim, ko smo bili na turneji z Ano Netrebko s filharmonijo po vseh najboljših in največjih evropskih dvoranah, so v Esnu, mislim, da v Esnu, je prišla ekipa Deutsche Grammophon in je to posnela. In jaz sem tam malo hodil okrog, opazil pa malo šnofov in to sta posnela samo 2 človeka. En je bil tonski tehnik, drug je pa kable in mikrofone pripravljal. In sem jih vprašal, sem videl, da imate oba slušalke, pa sem rekel, kako pa to, da imate vi Sennheiser 650 slušalke, če imam jaz že doma Sennheiser 800. Pa je rekel, veste, to je moje orodje, jaz sem na to navajen. Tako so naši inštrumenti, naše orodje, ki ga skrbno izberemo, ne? In potem posledično tudi v dnevni sobi aparature, s katerimi poslušamo, vse to skrbno izbiramo, ne? Do zadnjega detajla, do napeljave v steni. No, jaz bi še dodal to, da če gledamo 50, 60 let, to so bile začetki snemanja nekje po drugi svetovni vojni, to so bili že prek posnetki, ampak ko se je res delal na čim boljši reprodukciji, se pravi, se je snemal maksimalno, so se tonski tehniki studiji, so se res potrudili, da so poskušali posneti, tudi učili so se, kako se snema takrat stereo in so se dodatno poglabljali. Različne firme so se to različno snemale in to so rezultati, kar jih še danes slišimo. In kasneje pa verjetno so pa prišle to je še čas tudi lampaških večevalnikov in tako naprej. Pa so prišli v 70-ih čipi, ki so to zamenjali, ki je bilo enostavno in to se je pokazalo na zvoku. In 70-80 leta so bili bistveno že slabši posnetki. Ravno zaradi vstopa tranzistorjev na ta snemalno tržišče. Kasneje se je pa to še spremljalo z digitalnimi snemanji. A je mogoče bilo to bolj kvalitetno, kakor vidva govorite, tudi zaradi tega, ker so si več časa vzeli? No, zagotovo. Ja, lahko rečemo, po mojem. Franc, glede na to, da ste velik strokovnjak za zvok, a poslušate glasbo, ko si zavrtite neko simfonijo, ali v prvi vrsti poslušate zvok? No, odvisen, kaj je namen, recimo, v smislu, da grem in poslušam ploščo. Če eksperimentiramo na novemu izdelku ali spreminjamo nekaj na izdelku, seveda moram to najprej jaz to slišati in zato se takrat predvajam določene ene in iste plošče,
in to poslušam in takrat seciram zvok, recimo, ne, oziroma kaj so te fine razlike. Vse, ko si pa želim glasbo poslušati, takrat pa pač dam gor, ker mi tisti moment paše. Ampak jaz zelo rad kombiniram, da v kratkem obdobju poslušam različno glasbo, se pravi, grem z roka na jazz, jazza na klasiko in obrnem. Ne poslušam samo eno zvrst glasbe v enem poslušalnem takemu terminu. Vem, da imate doma prav eno posebno sobo, za vas perfektna soba, kjer res lahko slišite zvok oziroma glasbo po vašem okusu, oziroma tako, kot vi čutite, ne, če se ne motim. No, vsaka reprodukcija zvoka v vsaki sobi je poglavje za sebe, oziroma ima probleme določene, od basa do odboja in tega, in to je treba seveda na način rešiti z akustiko. Take stvari niso enostavne, tudi niso poceni, ampak na koncu rezultat je pa tak, da je to pa vredno. fascinanten, ja. Samo večino ljudi, nažalost, v dnevnih sobah si ne more tega privoščiti in pol mora najti en kompromis pa s tem živeti. No, ampak kaj pa je recimo ta kompromis? Kaj lahko naredimo ljudje nekaj minimalnega in s tem naredimo prostor z boljšo akustiko? A so kakšne malenkosti, ki cenovno, mislim, nas ne bo veliko koštalo, ampak bo pa s tem akustiko bistveno boljša? No, seveda so, s tem, da seveda današnji dizajn stanovanj, ki se krasno slikajo, ne, gole stene, velike šipe, ti prostori so zelo, zelo slabi za poslušanje glasbe. Tako da je treba, da to prostore, police, mehko pohištvo, Zavese, rože velike, tepihe, take stvari, ki dušijo zvok, ne. Vse v prvi fazi to treba narediti. Aleš, ti imaš tako sobo doma, kjer si ustvaril idealno akustiko za svoj okus? Ne, nimam. Ampak jaz sem kupil take zvočnike, ki znajo fiziko naplahtati dejansko. No. Ker jaz sem en od tistih, ki je Franc prej rekel, jaz imam rad gole stene. Ampak, lej, zvočna energija, ki pride iz zvočnika ven, ne, posebej basovska energija, je ukrotljiva, če imaš sobo pravilno tretirano z lovilci basov, bass trapi se reče temu. Ne. In ko enkrat sistem igra potiho, ne, je to, pri meni je bilo tako, ne, je bilo to zelo v redu, ne. Ampak se veš, potiho se posluša glasbo v backgroundu. Ne? Če pa se ti usedeš pa hočeš poslušati enega malarja, ne? Je pa tukaj konc zgodbe. Ne? In potem točno to, kar je Franc pripravil, ta energija teh basov preplavi in prekrije in zamaskira informacije, ki so zelo natančno, to, kar sem prej rekel, ki se borimo za čim bolj dobro reprodukcijo z vsakim detajlom, s tem, kakšne so gramofonske glave, kako je geometrija gramofonske glave nastavljena in s tem ročica. To so strahovito minuciozne in zelo precizne zadeve. In potem to en bas povozi. Ne? Moj sistem je malo drugačen in sem z njim ekstremno zadovoljen. Zanimivo informacijo si mi zaupal pred pogovorom, da ko se je prenavljalo veliko dvorano Slovenske filharmonije, predtem je bilo na steni je bila kreda. Ne? Ja. Barva je bila, pa tukaj okrog je bil les, ne? Okrog orkestra, pa stoli so bili drugi, pa balkon je bil daljši. In potem, ko smo leta 2000 se to delali in ko smo prišli nazaj, je bila dvorana sicer prekrasna za pogled z vsem tem štukaturam in vse je bilo sveže, novo, ampak zvok je bil pa ojojoj. Ampak to zato, ker na steni ni bilo več krede, ampak so potem... Zaradi vsega. Aha, zaradi vsega. Veš, kreda, mislim, ta stena je vplivala na visoke frekvence. Na, se pravi, violine, pihala. Ne? To se je pa kar naenkrat začelo odbijati in je bil zvok tako zelo agresiven. Gospod Franc, vi ste šli isto v take detajle, ko ste si opremljali sobo, ali boste na steno dali kredo, ali bo jupol, ali bo apno? No, obstojajo podjetja oziroma posamezniki, ki se ukvarjajo z akustiko prostorov. Tudi, mislim, eno so ljudje, ki se ukvarjajo z akustiko koncertnih dvoran, potem so pa ljudje, ki se ukvarjajo z manjšimi poslušalnicami, od snemalnih studijev do takih sob, kar je moje. In je bilo treba sve izbrati primernega konstruktorja in to ne moreš kar hoditi po svetu pa poslušati kar sobe pa reči, to mi pa bolj všeč, manj všeč, ampak sem se pač odločil na osnovi nekih lastnih spoznanj in tudi izkušenj, ki jih že imam,
sem si izbral eno firmo, ki mi je to naredila, ne? S tem, da je v tisti poslušalnici sobi noter za 2 kontejnerja, to krobe, 2 šleperja. 2 šleperja. Koliko je pa velika soba to? No, soba je taka, 11x6x4. Kaj pa, če bi noter igrali, recimo, en kvartet Slovenske filharmonije, kakšen bi pa to bil zvok? Fenomenalen. Ko greš ljudi noter, da bi tam koncert naredili? Ja, bi bilo je, ne, 30 ljudi, sigurno. Prav. Vse smo že imeli tudi pred leti, v moji prejšnji dnevni sobi smo imeli en tak znan slovenski manjši orkester, Aha. se imenuje Slow Wind, in ko smo to poslušali pri meni v dnevni sobi, je bilo to za mene eno nepozabno doživetje, da imaš živi zvok takole doma. Meni je bilo to noro doživetje. Kako pa je bilo, kako pa je bilo igrati, Aleš, v takem prostoru? V Francovi dnevni sobi bi rekel tako normalno za nič, ker dnevna soba je pač dnevna soba, ne? Ja. Ampak mene zanima, kako bo zdaj igrati v tem novem prostoru, in to sva se že menila, da pridem kaj za igrati jaz keno. Greš zraven? Grem. No, Hvala super. za povabilo. Super. Gospod Franc, jaz bi si učital po pogovoru, če vas ne bi vprašal direktno, dajte mi razložiti, kako deluje gramofon. Princip se nič ni spremenil zadnjih 100 let plus, več ali manj. Na gramofonski plošči je ena zareza, ki je bila narejena tako, da se je rezalna igla premikala v ritmu, da poenostavimo v ritmu glasbe. Seveda to se dela preko električnih signalov, včasih je bilo to mehansko. In naloga gramofona je to reproducira nazaj. Se pravi, igla se premika v brazdi, čim bolj točno, kot je zarezana plošča, in to je to. Ampak, da to dosežemo s čim manj napakam, je potrebno doseči določene parametre, ker če se po Newtonovem zakonu, če se igla premika, akcija-reakcija, ne, se vse ostalo tudi premika. Se pravi, nimamo mi tistega, kar bi zarezan v plošči, ampak se nam vse trese in premika, in te vibracije moramo toliko zmanjšati, da igla dobi čim več signala iz brazde ven. To je naloga gramofona. Plus časovna konstanta, da se vrti enakomerno. Moram reči, to je ena, mislim, za mene neka umetnost, ki mi je fascinantna, tako kot recimo igrati oziroma poslušati zvok orkestra, ampak vse, kakšne so pa cene pri gramofonih? Do kam lahko gremo, no? Cenovno? No, gramofon kot tak je treba gledati, da sam gramofon ne bo igral, ne. Rabimo vse v osnovi tak osnoven sistem, hi-fi sistem, ki je sestavljen iz izvora, to je gramofon, lahko je tudi kakšen digitalni izvor, seveda, ne, radio ali karkoli, potem pa rabimo inovčevalnike in zvočnike. To je osnoven tak sistem, da lahko to poslušamo. In cenovno to je relativno, če postaviš najnižjo ceno, ne, gramofonu pri nas je nekje ranga 3000 evrov, potem ga pa približno gor kar 30. Kaj pa, Aleš, recimo? Ne, čakaj. Kaj pa recimo, če greš poslušati orkester v dvorano? Kakšna je pa vrednost vseh inštrumentov na odru v simfoničnem orkestru Slovenske filharmonije, recimo? Jaz bi rekel par milijonov, ne? Se pravi, ti prideš na koncert v dvorano, kupiš vstopnico in poslušaš glasbo, vsi, ki igrajo, pa vrednost vseh inštrumentov par milijonov. Ja, ampak glej, inštrument je to, kar beseda pove. En pripomoček za nekaj narediti. Ne? Lahko se vprašamo, koliko stanejo pištole pri Formuli 1, ko menjajo gume v 2 sekundah, zamenjajo 4 gume. Ne? Verjetno imajo najboljš, kar obstoja. Ne? Tako, a veš, tako tudi mi gledamo za to, da bomo imeli čim boljše inštrumente, ker boljši inštrumenti bolj zvenijo. To je dejstvo. Pa inštrument pride prav sem tistemu, ki ga zna igrati. Ja, to pa. Džabe ti, če imaš ti neki inštrument, ki ne vem, koliko vreden, če ne znaš njega igrati, ni vreden nič. Veš, kako je? Ponavadi je tako, da so boljši inštrumenti dosti težji za igrati. Dosti težji za igrati. Recimo pri sebi lahko pri flauti, ena srebrna flauta, ki je narejena iz srebra, je zelo udoben inštrument. Potem pa vzameš zlato flauto. Zakaj zlato? Ne zato, ker lep zgleda, ampak zato, ker je kvaliteta, mislim, ker je material kot zlato, sej ni čisto zlato to, ampak je določen procent zlata v materialu. Enostavno nese del. Zvok nese del, tako kot Stradivarka.
Stradivarka, ko sediš pri Stradivarki 1 meter stran, kot sva midva, je lahko, kot da ti nekdo vrta v glavo, ne? Tako energijo ima. Ne? Imam tu izkušnjo. Ja, jaz tudi, ja. Sicer ne Stradivarka, ampak Montenjan. Ja, ja. Miša Majski, violončelist, je igra na Montenjanko in sem enkrat imel priložnost z njim sodelovati in smo imeli vajo v majhnem prostoru in ta inštrument, ki je vreden ne vem koliko milijonov, je zvenel kot kanta. Ja. Kot kanta. Potem smo igrali pa v veliki dvorani, Ja. Vatroslav Lesinski v Zagrebu, sem šel pa poslušati, ko on samo na odru vadu, mečkanje temu rečemo prčkov. Sem šel poslušati v zadnjo vrsto v dvorani in se je jasno slišala vsaka nota. Ja, in zvok se razvije v dvorani. Ne? Zato godalci pravite, pri ušesu ni nič. Ne? Treba je poslušati v dvorani. Jaz sem prav rad poslušal, ko so kolegi tukaj sprobavali violine. Še celo povabil sem ene par svojih audiofilskih prijateljev, ko se je kupovala ena violina za orkester in smo poslušali v Cankarjevem domu. To je ista izkušnja kot mi, ki probavamo kable pa različne gramofonske glave in to je popolnoma isto. No, pa prednost gramofona pa le ena, ne? Ni treba znati ga igrati. Kaj pa, če bi gramofon postavil na oder Slovenske filharmonije? Rabimo komplet vzvočenje, ne? Ampak bi bila razlika v zvoku, če bi ga postavili na oder Slovenske filharmonije ali pa na oder Galusove dvorane? Ja, vse je bilo bistveno slabše, kot zvok v živo, tako da to jaz ne bi sploh probaval. Ampak ni čistko, ne? Lej, DJ, roko na srce, moramo povedati tudi eno dejstvo, da ko z pojavo CD-ja kot medija leta 1983 smo vsi takrat rekli, konc je z gramofoni, razen Franca. On je pa vztrajal od takrat do danes. Ne? In danes ima on, bi rekel, imperij gramofonski. Ne? Ampak... Ne v smislu zdaj finančno, no. Ne. No. Ampak kdo nam je pomagal? Jaz sem se potem hitro vrnil nazaj na gramofon. Jaz sem ga prodal v bistvu samo za par mesecev sem bil brez gramofona v celi moji audiofilski karieri. Pomagali so pa gramofon držati pri življenju DJ-ji, ker je bil to njihov inštrument. A veš, s tem so oni dejansko kreirali situacijo. Ne? Gospod Franc, pride kakšen DJ k vam? DJ rabijo določen specifičen tip gramofona, da lahko delajo tisto, kar hočejo. Ne? Tako da naši gramofoni niso primerni. Največji gramofon ima 90 kg. 2x90 kg lačet? Ne. Na avion. Krožnik tehta 40 kg, veš, če ne več. Ne? Ja. Kaj pa, igrate kakšen inštrument mogoče? Ne, žal ne. Nikoli ni bilo priložnosti, tako da... No, ampak ste odličen vodja, ne, v poslu, se zelo dobro znajdete. Zelo mi je bila zanimiva izjava, bral sem en vaš intervju, ki ste rekli, ko so gramofoni izginjali, ne, se pravi, ko je šlo vse v drugo smer, ste bili samo 3, ki ste še ostali prepričani in zvesti gramofonom in gramofonskim ploščam, ampak vi ste rekli, da takrat ste si samo želeli, da bi še tiste 2 obupala in da bi crkljala, pa da bi sam vi ostali. Vi ste imeli to vizijo in imate to intuicijo očitno. Ne? Kaj bi pa rekel Zavod za varstvo konkurence? No, ampak inštrumentom benga ne igrate, glasba vas zanima, ste pa dober lider, ste v poslu dobri. Koliko imate zaposlenih v vašem podjetju? Skupaj nas je 10, ne, tako da smo zdaj že kar tako podjetje, da je treba nekaj organizirati, da stvari tečejo. Ne? In proizvodna, in servis, in podpora kupcem in tako naprej. Tako da mislim, da imamo to kar dosti dovolj dobro rešeno. No. Bi si upal voditi za trenutek, oziroma za nekaj trenutkov simfonični orkester Slovenske filharmonije? No, sigurno bi voditi, to je ena stvar, ampak sigurno stati na odru, kjer stoji dirigent, bilo pa res nekaj poseben doživetje. Gospod Franc, potem pa vas povabim, da se spopadete s tem izzivom in vas povabim za dirigenta Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije. Naloga dirigenta v simfoničnem orkestru je predvsem, da skreira dramaturgijo koncerta.
da predstavi svoje ideje, svoj pogled na to, kako naj bi partitura zvenela. Dirigenti se med sabo razlikujejo glede na to, kakšne predstave imajo, kakšne karakterje imajo, kako tretirajo orkester, kakšno sugestijo imajo. Dirigenti uporabljajo taktirko oziroma palčko, če lahko tako rečemo, predvsem zato, da so njihovi gibi bolj jasni. Seveda pa dostikrat, predvsem v počasnih stavkih, dirigenti odložijo palčko in dirigirajo samo z rokami. Orkestru Slovenske filharmonije so dirigirali že mnogi znani dirigenti kot Carlos Kleiber, Riccardo Muti, Heinz Holliger in mnogi drugi. Gospod Franc, dobrodošli v svetu Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije. Jaz vas predajam v varne roke, maestro Slaven Kolenovič. Prosim. Imate dva tipa kretenj. Ena je aktivna, ena je pasivna. Dol, gor. In pa... Jaz mislim, da začne. Odlično, se bojo ujeli. Morate dvigniti, Da se vidi, ne? da se vidi, da je en, dva. Da. Dobro. Skozi je v sebi treba imeti en tempo in pol se tega držati. Okay? Ko so pozavne, je dober trik, da jih pustite igrati 4 takte in jih potem ujamete. To je točno to. Skratka, obvladam. Premikate orkester, to je en velik plus. A je to zavestno ali nezavestno, to je druga zadeva. Ja, pam, Ok? Še enkrat. Spet manj zapestje. Tako, čak. Zdaj. Včasih je tako, da orkester sam igra in mi lahko, ko Nemci pravijo, mitmachen. Ampak včasih je res odvisno od tega, kaj mi naredimo. Tako da, dajmo videti. Začetek, prosim. Dame in gospodje, Simfonični orkester Slovenske filharmonije in gospod analogni Franc Kuzma.
Hvala lepa vam. Bis. Ja, bis, ja. Bravo, bravo. Čestitke. Še enkrat, meni je Filharmonični res, debit. da sploh tle stojim nekaj takega, meni je to res velika čast. Hvala vam vsem skupaj, da ste tako mene sprejeli. Hvala lepa.